Za začetek pa mogoče nekaj uvoda, vseeno potrebnega, preden pridemo do procesa, ki vam bi ga potolmačil. Mogoče, mogoče je tisto, kar je ključnega spomena ali pa eno tako kruto spoznanje, ne. Odgovoriti si morate na nekaj vprašanj. Ali vaš marketing oziroma vaš angažma za pridobivanje novih potencialnih strank, pa tudi za zaključevanje poslov, ne, ali dela na tak način, kot bi si želeli, a ne. Jaz mislim, da je eno tako ključno vprašanje, ki si ga morate postaviti, pa probati nanj dati odgovor, ali odločevalci pri vaših potencialnih strankah razumejo vašo konkurenčno prednost. Ali delate vedno z nekimi ljudmi, ki so na neki nalogi in oni interpretirajo to. Se pravi, ali imajo vaša tržna sporočila pa vaši prodajni napori učinek tudi na tiste ljudi, ki so dejansko odločevalci, ne. Potem drugo vprašanje, ali odločevalci zaznavajo vas kot strokovno avtoriteto, ne. Ali verjamejo, da ste vi, ne, kot podjetje ali pa kot posamezniki, ki nastopate v tem podjetju, dejansko eni liderji, ki morda nekaj več vejo kot ostali, ne. In tretje vprašanje, ki si ga zastavite, je, ali o usodi vašega posla, ne, ali pa vaše borbe za to, da dobite novo stranko, kaj odločajo čustva ali nič. A uspete pri svojih marketinških aktivnostih nekako ustvariti neke kovče pri teh potencialnih strankah? To so po moje tri vprašanja. Zdaj bo nekdo rekel, ja, fantaziraš, ne, to ni to, ne. Saj, če prodajaš poslovne rešitve ali pa če prodajaš poslovne storitve, potem ni tega efekta. Samo jaz mislim, da to ni res, a ne. Jaz sem se zelo pozanimal kot direktor v tej firmi, kakšen telefon želim imeti. Sem se zelo pozanimal, kakšen računalnik želim imeti. Sem se prav tako zelo pozanimal, kakšno računovodsko aplikacijo bomo kupili. Pravzaprav za računovodski servis, za prevajalsko agencijo, a ne, jaz sem želel imeti oseben stik, a ne, oziroma sam raziskati konkurenčno prednost. Tudi ne samo, da mi je sodelavec, ki ima sicer nalogo raziskati trg, pripraviti svoje mnenje, tudi sam sem želel na neki način dobiti vsebine, ki jih iščem. Namreč gre za to, da nekako sam osebno, kadar nekaj kupujem kot podjetnik, kot direktor enega majhnega podjetja, kjer je, ne vem, 10 oziroma 12 zaposlenih, na drugi strani želim imeti sogovornika, za katerega sem dobil občutek, da je vsebinski strokovnjak, ne. In si želim teh vsebin ali pa njegovega znanja v svojem primeru. Oziroma, da mi pomaga pri mojem problemu. Danes marketing ni potrebno več, da je, tukaj sem jaz napisal sleazy, ne, tak pokvarjen, ligav in tako naprej, podmukov. Kakšen marketing bi firma vzpostavil? Ja, delajte tisto, kar sicer najbolj počnete v svojem poslu. Pomagate svojim strankam in tudi, ko se greste marketing, razmišljate, kako s svojim marketingom lahko pomagate svojim strankam. Kako potencialnim strankam vnaprej ponujate neke koristne nasvete, informacije, zaradi katerih bo njim lažje, a ne. Zaradi tega jaz osebno zagovarjam, da najboljši marketing ali pa najboljši pristop je tak inbound pristop, kjer v osnovi ne delamo nič drugega, kakor pomagamo ali pa poskušamo pomagati s koristnimi vsebinami in nasveti svojim potencialnim strankam. Je res, da bomo vsakega od teh nekaj naučili in bo morda sam začel nekaj delati, ampak mi smo analizirali, naše stranke postanejo tiste, ki so nekaj začele same delati in so do 30% svojih ciljev prišle, pol so se pa ustavile in so takrat rabile nas in so nas poklicali in so želeli nadaljevati. Saj imamo zastonjkarje, ki se šlepajo, pa ne vem, ne sklenemo nikoli posla, ne, ampak zaradi v svojih marketinških vložkih se jaz osebno nikoli ne obračam ali pa v kalkulacijo ne jemljem tisti, ki mi ni uspelo, ne, vedno jemljem tiste, kjer mi je uspelo. In zato želim, da
tudi našim strankam naredimo ta change, da dejansko razmišljanje o tem, kakšno tržno komunikacijo imajo, preusmerimo v tržno komunikacijo, kjer se posredujejo vsebine, ki so koristne, ki pomagajo njihovim potencialnim strankam. Jaz bi mogel povedati, če to, v osnovi, da mi na neki način nikoli ne targetiramo ali pa se ne borimo, da bi dobili naročnika, ki prodaja FMCG produkte, take, kjer so hipne odločitve nakupne. Naše stranke več ali manj izhajajo ali pa so v takem poslu, kjer je prodajni proces relativno dolg, in kjer gre za multitouch prodajo. Večkrat prideš v stik s svojim potencialnim kupcem. Se pravi, mi takšnim naročnikom lahko pomagamo, zaradi tega govorimo o tem, da je inbound pristop skozi koristne vsebine tisto, kar je prava stvar. No, in zato jaz trdim, da podjetja, ki imajo tako prodajo, da gre, ni nujno, da je to B2B, lahko je tudi B2C, ampak gre za produkte, kjer se kupec dalj časa odloča, raziskuje, se želi informirati, vsi taki, vsa taka podjetja, vsi taki ponudniki imajo problem posrednikov. Jaz trdim, da nihče ne zna bolj komunicirati naše vsebine kot mi sami. In verjetno nihče ne zna bolje komunicirati vaše vsebine kot vi sami. In zaradi tega se mi zdi, da je nedopustno, da ste odvisni od nekega, dajmo reči temu operativca, ki je dobil nalogo, da naredi pregled trga in da pripravi neko benchmark analizo in da se odloči, kdo je pač najprimernejši ponudnik. Ta verjetno ne bo znal tako dobro vaše vsebine skomunicirati, kot bi jo znali vi sami. In jaz mislim, da tudi ta vaša osebna nota, ki jo boste vključili, če boste lahko neposredno komunicirali z vsemi deležniki, bo lahko prevagala ali vam v prid ali vam v škodo. No in zdaj, ne vem, če se strinjate ali pa če vam je blizu razmišljanje, kakršnega imam jaz, ko kot podjetnik nekaj kupujem, potem je, ne vem, dosti na mestu vprašanje, zakaj bi vaši šefi pri vaših strankah razmišljali drugače, kot razmišljajo vaši šefi ali pa vi sami, če imate to pozicijo. Jaz še enkrat bi ponovil, kot odločevalec v enem malem podjetju na nasprotni strani pričakujem enega vsebinskega strokovnjaka. Enostavno tako mislim, če nisi vsebinec, ni nujno, da razumeš moj problem. Zaradi tega ne maram relationship prodajalcev, kjer se nekako posel zaradi nekega osebnega stika ohranja ali pa vzpostavlja, ni pa vseh ostalih parametrov noter vključenih, ki so pa jim predpogoj, da prej ali slej, mislim, da dolgoročno lahko tako sodelovanje zdrži. Jaz mislim, da danes vsaka stranka želi dokaze, da si tudi take dokaze, da si kot ponudnik aktiven, da razvijaš svoja znanja, da si priznan v javnosti s svojim delom. Pa še ena stvar se mi zdi zelo pomembna. Jaz ne maram biti stranka enega ponudnika, če se počutim tam osamljenega. Jaz mislim, da noben od nas ne mara biti poskusni zajček. Saj občutek imeti, da je prvi. Vsi gremo rajši v gostilno, ki je polna, kot v gostilno, kot je prazna. To večkrat povejo, kako se množicam podrejamo. Enako je v vseh poslih. In če znamo mi vzpostaviti neposredno komunikacijo z odločevalci, mi to njim relativno enostavno povemo. Jaz, ko izbiram računovodski servis, me zanima, kdo je že njihova stranka. Ali morda poznam kakšnega med njihove stranke, to bi mi največ pomenilo. Ko izbiram hotel, me zanima, kdo od mojih prijateljev, za katere vem, kakšen okus pa standarde imajo, že tam spavamo, je bilo fino. Zdaj, jasno je, da hotel ne more komunicirati, kdo so vse njegovi gosti, saj neposredno ne, preko raznih, bomo rekli, social orodij, to seveda lahko, ampak
mislim, da odločevalce vedno zanimajo uspehi enega ponudnika pri njim podobnih strankah. In je to sestavni del ene komunikacije. No, to so vse neki razlogi, zaradi katerih jaz osebno imam občutek, da Frodix lahko dobi posel edino, če vzpostavi takšno in drugačno komunikacijo z odločevalci. Običajno v srednje velikih podjetjih, neposredno z glavnim direktorjem, v velikih podjetjih, vsaj z človekoma, enim, ki je odgovoren za prodajo, enim, ki je za marketing, včasih tudi IT. No, in zaradi tega zavedanja, zaradi te potrebe, smo mi vzpostavili en proces. Slovenija je relativno majhna, če greš vsak teden na en tak networking dogodek, v enem letu dobiš ogromno nekih kontaktov. Če se nekoliko pripraviš na takšne dogodke in znaš predvideti, kdo bo tam, znaš predvideti, kaj bi bila lahko tema razgovora z njim, lahko relativno uspešno v slovenskem prostoru navežeš poslovne kontakte. In načeloma jaz poskušam vedno na vsakem od teh dogodkov z nekim omejenim krogom ljudi, ne preveč, zato še zmeraj izgleda nevsiljivo in vljudno, vzpostaviti nek kontakt, se opredeliti do neke teme, človeka v tem kontaktu pripraviti do te mere, da dejansko razume problem, ki ga jaz rešujem, da nekako me zna čez čas popredalčkati in da pravzaprav mi je pripravljen dati neko vizitko. Včasih tudi ne. No, in mi smo vzpostavili proces, da po vsakem takem networking dogodku preverimo, ali z osebo, s katero smo navezali stik na tem dogodku, že imamo kakršnokoli komunikacijo preko elektronskih kanalov. Če ne, mu pošljem zahvalno pismo po sestanku, ga vključim na listo prejemnikov newslettera in seveda redno dobavljamo potem vsebine z e-novicami, vsaj enkrat tedensko v našem primeru. Jaz bi svetoval vsakomur od vas, da ne manj kot enkrat na 2 tedna. In druga stvar, ki naredim, vzpostavim kontakt, če ta človek obstaja na LinkedInu, se tam pokonektam z njim in seveda poskrbim, da naši blogi oziroma vsebine, za katere menimo, da so koristne, jih promoviramo tudi na LinkedIn profilu. In tretja stvar, ki jo počnemo redno, to recimo na tedenski ravni, preverjamo angažiranost vsakega takega človeka. Se pravi, po objavi vsake od vsebin spremljam spremembo lead scorja. V nadaljevanju bom pokazal na enem slajdu, kaj to pomeni. Torej, moj cilj je, da z vsemi, s katerimi sem bil v nekem fizičnem kontaktu ali pa osebnem kontaktu, da so me po mailu nagovorili in tako drugače, da jih vključim na newsletter od firme, da z njimi vzpostavim kontakt na LinkedInu. Mogoče je nekdo v taki dejavnosti, da bi mi mogel seveda ta newsletter biti pol poseben za odločevalce, v našem primeru ni potreben. In to je pristop, ki ga naredimo. Zdaj, zakaj to počnemo? Mogoče se nekomu zdi vsiljivo, ampak en predsednik, Nove Ljubljanske banke, on nikoli ne bo sam po sebi šel Frodixov sajt brati pa raziskovati, pa rekel, tukaj so pa vsebine, ki so zame koristne, pa se bo prijavil na nek newsletter. Ravno tako ne bo našel neke promocije v socialnih omrežjih ali pa v Googlu, bo prišel do nekega landing pagea, rekel, tule bom pa jaz konverzijo naredil. Ta C-level, odločevalce, uprave, izvršne direktorje, je zelo težko za naravno konverzijo dobiti v svoj bomo reči, marketinški stroj. Oni morda nekaj raziskujejo, ampak zelo tehtno svojo identiteto na nek način skrivajo. Če se vam že pojavi nek C-level, nek odločevalec skozi naravno konverzijo, je zelo velika verjetnost, da
je nek konkurent ali pa nekdo, ki želi postati vaš konkurent. Ne. Zdaj, če gremo na zelo operativno raven, kako to počnemo, ja, z nekega eventa pridem z vizitkami, ne. Na vizitke napišem, se s človekom tikam, se vikam, zakaj? Zaradi tega, ker temu primerno naprej prilagodimo vso komunikacijo, torej delamo newsletter pozdravljen v 2 verzijah. Jaz pravzaprav to tilno oddam svojemu sodelavcu, ki poskrbi za to, da je nekako moj adresar kakor toliko ažuren, da imam telefonske kontakte, maile v svojem telefonu, v CRM sistemu in marketinškem informacijskem sistemu poenotene. Potem se običajno Tilen prijavi tudi na moj LinkedIn profil, poišče, ali ta človek obstaja na LinkedInu in da invitation v LinkedInu. Potem Tilen avtomatično pošlje eno takole sporočilo, jaz sem ga danes sam sebi poslal, kjer človeka nagovorim, se zahvalim za srečanje in povem, da bo dobival naše newslettere. Zdaj moram povedati tukaj, da odkar to počnemo, se še nihče ni unsubscribal, se pravi newslettera. Ne od te prve možnosti, ki jo že tukaj ima v tem mailu, niti kasneje. Ti ljudje ostanejo subscriberji, prejemajo naše e-novice. Sem pa tja mi tudi kdo odpiše na ta zahvalni mail in dejansko ga razume kot moje osebno pismo. Čeprav moram priznati, da najbolj verjetno so moji osebni maili tisti, ki piše od spodaj, da so poslani s telefona, ne. Torej, to je eno standardno sporočilo, dejansko sistem poskrbi, da personalizira to ime, Tilen pa poskrbi, da človeka vikamo oziroma tikamo, glede na to, kaj mu na vizitki piše. Moram povedati še to, da približno 2/3 ljudi, s katerimi sem bil v fizičnem stiku, jih najdem tudi na LinkedInu in vzpostavimo tam LinkedIn connection. In to, kar je še nekako ena ugotovitev po tem početju, ti ljudje zelo pogosto delegirajo naloge svojim sodelavcem, da morajo raziskati, kaj počne Frodix in če lahko pomagajo pri njihovih izzivih. In to je pravzaprav tudi maksimalen izplen, ki ga lahko pričakujete, če boste vi sami uvedli ta proces v svoje poslovanje, ne. Zdaj, kaj še jaz potem počnem, poleg tega, da soustvarjam vsebine, recimo, da vsak teden napišem kak blog ali pa kdo od mojih sodelavcev in da potem to promoviramo preko newslettera ali pa LinkedIna. Moram reči, da si vzamem čas vsak teden in pogledam en dashboard v našem marketinškem informacijskem sistemu in pogledam, kdo so najbolj aktivni kontakti, ki prejemajo naše e-novice po številu pogledanih strani. Jaz sem tukaj zdaj malo prikril ta imena, ampak na tak način vidim, kateri ljudje so tisti, ki največ brskajo po našem sajtu in prva kolona je število ogledanih strani, druga kolona je lead score, se pravi, mi vsako od aktivnosti, ne samo pogledan mail, ampak tudi globlje, točkujemo in dajemo neke vrednosti. Načeloma ljudje, ki imajo večji ta lead score, so bolj zainteresirani za stvari, ki jih mi počnemo. Zdaj, zainteresirani lahko zato, ker rešujemo njihov problem in bodo morda postali naše stranke, ali pa zainteresirani zato, ker so nek morda konkurent in se učijo tudi sami iz naših vsebin, naših pristopov, ne. Druga stvar, ki jo gledam, je poročilo. Tukaj vidite, tukaj vidite most active by repeat visits. Kdo so ljudje, ki se najpogosteje vračajo, ne, v nekem časovnem obdobju. To je relativno pomembno, zaradi tega, ker jaz hočem raziskati, kdo so ljudje, ki so obiskovali stran večkrat, kot pa sem jih jaz nanjo spomnil, ne. Se pravi, vsakič, ko dobijo newsletter, so bili spomnjeni z moje strani, ne. Zanima me pa, kdo je to počel večkrat in to je en tak pomemben pokazatelj, ne.
Seveda v časovnem obdobju. Naslednja stvar, ki me zanima, kdo so ljudje, ki največ časa preživijo. Zdaj jasno, to je lahko malo dvorezno ali pa vrljivo, ker tisti, ki zelo veliko časa preživijo, to je možno tudi to, da so odprt pustili nekaj prav dolgo časa. Tukaj imam bolj diskvalifikacijski kriterij iščem. Nekdo se mi zelo pogosto pojavlja, zelo veliko klika, skupaj je pa preživel, ne vem, 24 sekund z našimi vsebinami v enem tednu, to je vseeno, če ni nič naredil. Na tak način torej diskvalificiramo določene ljudi, kot seveda potencialne stranke, ko delamo evalvacijo ogretosti. Potem imam še en pomemben scorecard, še eno pomembno lestvico, kdo so big moverji, kdo so tisti, ki so največ v enem časovnem obdobju napredovali. Zelo verjetno ti ljudje intenzivno probajo rešiti nek problem ali pa so osredotočeni na neko nalogo. To so ljudje, ki so zagotovo bolj veseli mojega telefonskega klica v nekem trenutku ali pa neke dodatne vsebine, kot pa ljudje, ki tukaj prav zelo ne rastejo. No, zdaj za zaključek ali pa tega mojega početja eno vprašanje, a to počne samo direktor ali vsi zaposleni, ki hodijo na sestanke in vzpostavljajo nove stike? To je na nek način bolj retorično vprašanje. Torej, jaz želim, da bi vsi naši zaposleni to enako počeli, se pravi, prinašali vizitke iz osebnih stikov z ljudmi, ki bi morda lahko postali naše stranke ali pa zgolj širili glas o tem, kar mi počnemo oziroma kakšne probleme rešujemo znotraj svojega socialnega kroga. Razlika bi bila samo v tem, da zahvalno pismo za tisti prvi sestanek, ki ste ga videli v enem od prvih slajdov, ne more biti pač prilagojeno. Tisto je smešno, če to pismo konkretno pošilja tudi direktor. Tisto je osebno. Kdor je prinesel vizitko, tisti se zahvali za oseben stik. Zdaj, kaj pa naprej? Ja, pri nas je tako, da newsletter kao direktor pošilja. Vedno je direktor podpisan. Nekako, dajmo reči, da smo iskali podatke, pa še zmeraj smo malo na tem zdi se nam. Torej, za nek občutek. Kljub vsemu se mi zdi, če jaz dobim od direktorja nekega podjetja newsletter, pa da je on podpisan, se mi bliže to, ne mislim toliko, to je neosebno, itak vem, da mi je avtomat poslal, ampak prej dobim občutek, dovolj sem pomemben, da dobim od direktorja mail. Psihološko ljudje tako odreagiramo. Če ti nekdo napiše v subjectu hvala, boš mail pogledal prej, kot če ti napiše brez subjecta mail. Ker rad vidiš, kaj sledi, in zelo podoben občutek mi ocenjujemo, da ga človek doživi prijetno občutje, če je podpisan v enem tedenskem newsletteru prvi človek firme. Zdaj, a se nam to splača? Jaz bi tukaj pač konkretno povedal dva primera, ki sta se nam zgodila v tem mesecu na ta način, kako smo monetizirali to početje. Konec julija sem na enem golf turnirju skupaj v Flightu, se pravi v skupini, ki skupaj igral z dekanom ene od fakultet, zraven je bil še moj sin. Pač izkoristil sem na eni luknji 2 stavka, da sem povedal, s čim se ukvarjamo. Jasno, da sem vedel, kaj en gospod počne, ne da mi je on povedal, ampak pač prej. Moram reči, že prej kot enem mesecu se je zgodilo to, da je sodelavka sklenila posel, sicer za drugo moje podjetje, za Povej šefu, torej za eno storitev merjenja zadovoljstva oziroma ugotavljanja razlogov, zakaj stranke zapuščajo ponudnika.
Drug primer je še, v juniju sem bil na zavarovalniških dnevih v Portorožu, pravzaprav samo na eni zabavi zvečer, kjer sem seveda poznal nekaj ljudi že odprej. Ti ljudje so me predstavili še ljudem, ki so bili v družbi. Več ali manj se tega dogodka udeležuje vsa zavarovalniška smetana v Sloveniji. In jasno, ljudi, s katerimi sem prišel v stik, tudi s tistimi, ki nisem imel v resnici njihovih vizitk, sem jim poslal en tak zahvalni mail, podatke je jasno tudi poiskal njihove. In moram reči, da rezultat tega je, da sem dobil zdaj v avgustu pred parimi dnevi eno vabilo na sestanek z vnaprej znano agendo. To meni zelo veliko pove, če me nekdo pokliče na sestanek s točno enim opredeljenim ciljem in dnevnim redom. Pred sestankom sem pa videl priporočilo od prejemnika newslettera. Naš newsletter je poslal človeku, ki me je povabil na sestanek, in njegovo priporočilo, zakaj se s tem človekom treba dobiti. Teh dveh poslov sigurno ne bi bilo, če tega našega početja ne bi zganjali. Zdaj, kakšni so stroški? Jaz mislim, da nič dodatno, da gre za higieno, za sistematično izvajanje procesa, ki ga tudi sicer počnemo, se pravi to, da delamo newsletter, pa da ustvarjamo koristne vsebine, tudi sicer delamo. Tule gre samo za to, kako dosledni smo pri distribuciji teh vsebin, ne. Mi želimo pa seveda v vsakem primeru čim bolj personalizirano nastopati, biti čim bolj osebni. In jaz mislim, da to, kar mi počnemo, v resnici počnejo sicer mogoče malo bolj čez PR-ovske poteze, vsi, bom rekel, tudi svetovne korporacije. Gotovo prepoznate koga od teh ljudi, kakšen je že pokojen, kakšen se je upokojil. Ampak to so frontmeni, ki so v resnici glasnogovorniki vrednosti produktov oziroma vrednosti, ki jo njihovo podjetje prinaša. En tukaj mi manjka, ne vem sicer, zakaj je ta slika sfalila, ampak Richard Branson je tudi en tak, ne. Zagotovo on ne piše vseh teh vsebin, zagotovo on ni tisti, ki je vsa sporočila v socialnih omrežjih, v medijih dal, ne, ampak daje pa neko osebno noto, neki občutek osebnega pridiha, ne, in na neki način zaradi tega so vsebine teh ljudi, ne, bolj akceptirane. Tako da moje mnenje je tako, na primer tudi, če sem jaz gost nekega hotela, recimo zadnje čase pogosteje potujem, in če bi dobival newsletter od, ne vem, hotela v Zagrebu, kjer pač prespim od direktorja, čeprav ga nikoli nisem videl, bom prej ali slej, bo to v meni, a ne, vzbudilo en občutek domačnosti. Bolj kot če je podpisan vaš hotel Admiral, ne. In se mi zdi, da več ali manj se posel, kljub temu, da sem prej rekel, da mi ni všeč izključno relationship prodaja, mislim, da moramo ravno to narediti, da gradimo strokovno avtoriteto z tem, da znamo podajati vsebine, obenem se pa ne skrivamo in smo še vedno osebni v komunikaciji. Evo, to je to za danes. Ključno sporočilo je bilo: izkoristite vizitke, vključujte ljudi, ki jih v fizičnem svetu, s katerimi vzpostavite stik, tudi v svoje digitalne kanale, posredujte jim vsebine, ki mislite, da jim bodo koristne pri problemih, s katerimi se srečujejo. Bodite pri tem konstantni, ne, delajte to z eno redno frekvenco in prej ali slej bo to prišlo do nekega efekta. Gotovo so kakšna vprašanja. Jaz bi rekel tako, dajte se oglasiti na kavo, ne. Zdaj imamo mi čas se ogromno pogovarjati. Vsak dan sem vesel kakšnega obiska. Tako da pokličite prej, pošljite mi mail kak dan prej in prav veliko veselje mi bo, če se bomo o enih konkretnih izzivih, s katerimi se vi srečujete, lahko pogovarjali.